O vremenu govorimo, kadar ne najdemo boljše teme. Peter Leban iz Tolmina pa meni, da je vreme najboljša možna tema. Zanima ga že od otroštva in ob delu v visokotehnološkem podjetju svoj prosti čas v veliki meri posveča prav vremenu. Kot majhen otrok sem poslušal radio in nikoli niso povedali, koliko stopinj je v Tolminu in kakšno vreme je, koliko vetra piha. Ne vem, s časoma je to preraslo v neko željo, da bi jaz to sam meril doma. In tudi sem in zapisoval podatke tudi na papir. Potem je ta dejavnost malo zamrla in se je vrnila kasneje v malo bolj zrelejših letih, ker je bilo polno možnosti na voljo in sem si omislil to vremensko postajo, ki beleži podatke sama, tako da zdaj jih samo pregledujem in preverjam in primerjam. Na Bregu za domačo hišo na obrobju Tolmina raste več drogov z vremensko postajo in merilniki, računalnik, ki spremlja podatke, pa ni nikoli izključen. In kako dragi so ti inštrumenti? Ponavadi, vsaj pri vremenu, velja tisto pravilo, da nisem dovolj bogat, da bi kupoval poceni. Če si vrtoglave cene teh naprav lahko le zamišljamo, pa je verjetno porabljen čas, ki ga namenja vremenu, še dragocenejši. Največ časa je vzela recimo priprava, kje postaviti, kako zaščititi recimo, ne vem, vetromer, da bo pravilno pritrjen, kamor je bil pritrjen, kako postaviti merilnik za temperaturo. Ampak potem, ko so te stvari pripravljene, potem gre drugo delo na to recimo računalniško stran, kjer moraš te podatke na ustrezen način ali pa nek tak enostaven način shranjevati, da jih potem lahko tudi pregleduješ in ocenjuješ in rišeš krivulje, naprimer, ne. Vreme je skupek brez števila pojavov v naravi, ki jih lahko meriš na najrazličnejše načine. Zadnja pridobitev je bila kamera, ki gleda v nebo in je sposobna tudi slikati po noči, tako da ob jasnih nočeh lahko vidimo tudi zvezde. In pred enim mesecem smo pa tudi v Tolminu lahko na tej kameri zaznali severni sij. Tako da ta investicija, ki je bila narejena v to kamero, je bila upravičena. Zato je meni to toliko bolj zanimivo, da se lahko s tem ukvarjam in da imam vse te naprave, ki beležijo od temperature, vetra, radioaktivnosti in slike neba, naprimer. Peter potrdi, da je na Tolminskem dež doma, čeprav lansko poletje izstopa z izjemno sušo. In naprimer lanska najvišja temperatura je presegla 39 stopinj, kar bi rekel, da ni tipično za te kraje. Letos smo imeli res en tak sunkovit veter na začetku leta, kjer je na gasilskem stolpu merilnik zabeležil preko 100 km/h hitrost vetra. In naprimer lani, sredi poletja, mislim, da je bilo, kjer je pa eden izmed mojih detektorjev za strele naštel preko 100.000 strel v naši, recimo, srednje oddaljeni okolici. Podatke zbira in arhivira na spletni strani vremetolmin.si. Zanimivosti pa rad deli z vsemi, ki jih vreme zanima, seveda tudi organizatorji dogodkov in kmetovalci. Največkrat se je šlo za vprašanje, a bo dež, a ne bo dež, a lahko pokosimo, da se bo posušilo do dežja ali ne. To je zelo nehvaležno in težko napovedati, sploh za naš konc, kjer se lahko oblak ustvari in izlije nenapovedano. Tako da je neke interakcije in to mi je všeč, čeprav ne morem zmeri dati nekega pravilnega odgovora. No. O tem, kdo je kriv, da vreme ni takšno, kot bi nam bilo všeč, bomo kdaj drugič. Ljudi, ki jih vreme navdušuje, pa je v našem okolju še več. Recimo, ko sem se jaz začel bolj resno zanimati za to merjenje teh vremenskih pojavov, je bil prvi kontakt Gorazd iz Tolmina. On mi je tudi razložil, kako ima to narejeno, kako ima rešeno. Jaz sem se potem včlanil v društvo Zeus, to je vremensko društvo slovensko, kjer si tudi izmenjujemo z drugimi člani. Tako da, ja, to je recimo ta moj krog, kjer se učim. In pa seveda dosti tudi moje samoiniciativnosti, ker recimo brskam ali pa iščem načine, kako to vremensko dogajanje preteklo in mogoče prihodnje predstaviti nam, ki živimo v tej okolici. Hude nevihte ne trajajo dolgo. Rdeča zora, mokra gora. O vremenu je ljudskih pregovorov brez števila. Kaj pa Peter pove o reku ne čakaj na maj? Meni je vsak mesec zanimiv, če sem prav pošten, ker vsak mesec odpre novo vprašanje, kakšno vreme se nam obeta, pa
ta mesec, a bo drugačno, kot je bilo prejšnji, vse ne bo isto, kot je bilo lani. Tako da nimam, ne vem, za ta ne čakaj na maj, ni moj rek.